Spoštovane gledalke in gledalci, naš tokratni gost tedna je novinar po poklicu in diplomi, publicist nekaj let potem, ko je sklenil resno novinarsko pot in pisatelj v zadnjih letih, pa letošnji novi častni občan Zagorja, Roman Rozina. Prijazno dobrodošel. Ja. Midva sva na ti, bila in bova, ker sva pač bila nekaj časa kolega čez cesto oziroma nekaj takega. Študirala sva na istem faksu, pa bi bilo nespodobno, če se vikava. Ja, jaz se strinjam. Ja. Roman, najprej eno začetno vprašanje. Častni občan si postal letos. Čestitke za zapoznelo reakcijo. Ne vem, to je pač tako, ko ti na stara leta v jasli položijo, malo ovsa, bom rekel. Ne vem, to je pač težko imeti nek odnos do takšnih splošnih priznanj. To je pač mnogo ljudi pač se trudi dobro početi tisto, kar počne, in nekateri imamo več opravka z javnostjo kot drugi in smo morda zaradi tega bolj opazni kot drugi. Kako je to zasluženo, nezasluženo, pač, ne vem, to je zelo podobno, se mi včasih zdi nekemu žrebu, nekim številnim naključjem. Hotela sem te vprašati, ali prinaša več slasti ali več bremen, tako priznanje? Mislim, da niti eno, niti drugo. To je pač seveda človekovi nečimrnosti godi, da je njegovo delo prepoznavno, ampak jaz grem pač kot priznanje, ki je prišlo, do katerega nimam nekega zelo posebnega odnosa, nisem zelo vzhičen, nisem bil zelo navdušen, pač preživiš en stresni večer, ker vsi ti čestitajo. Ker se v vseh teh čestitkah seveda poraja verjetno tudi velika količina dvomov, zakaj pa ravno on. Nekoč neki avtor, kateri je dejal, da mu je bilo ljubše, dokler so se ljudje spraševali, zakaj še ni dobil priznanja, kot potem, ko so se spraševali, zakaj ga je pa dobil. Med tvojimi predstavitvami, tvojimi predstavitvami, lahko rečem, mi je najljubša tista iz revije Sodobnost, ki pravi, prvih 25 let, skratka, da se s pisanjem ukvarjaš celo življenje, prvih 25 let so bile to šolske naloge, slabih 15 let novinarska besedila, 10 let zasavska publicistika, zadnja leta pa proza. Ja, to kar drži. Kar drži. Verjetno po načinu pisanja bi rekla, da si to ti pisal, ali je kdo drug? Ja, verjetno sem jaz, pa potem seveda imajo uredniki tisto zadnje črtalo v rokah, ampak navadno te predstavitve ne spreminja kaj veliko, pa to se dogaja dokaj po sistemu skopiraj, pa prilepi, pa malce dodaj, malce odzemi. Niso zelo originalno se te predstavitve, ampak se kar nekje reciklirajo. Torej, kaj je bilo tisto novinarsko delo? Nekako si se moral odločiti, če si to študiral in tudi študij dokončal in potem še nekaj let delal, oziroma kar slabih 15 let delal te stvari, oziroma dobrih. Kaj je pravzaprav potem pretehtalo, da si izbežal iz poklica? Si izbežal ali si se nasitil vsega tega, dogodkov, odnosov, tistega, da se ne da nič spremeniti, da lahko samo govoriš, kažeš, predstavljaš? Ne vem. Novinarstvo takrat, ko sem se jaz ukvarjal z novinarstvom, to je nekje 80. pa 90. leta prejšnjega stoletja. Novinarstvo ni bilo tako zelo marginalizirano, obrobno, kot je danes. Ko sem delal na televiziji, je bilo to praktično edina televizija v tem prostoru, ni bilo komercialnih televizij, lokalne so se prve šele porajale. Tam povedane stvari so imele neko težo, tam izbrane dogodke so imeli nek pomen in informacije so se preverjale, ni bilo toliko manipulacij in lahkotnih zlorab, kot jih danes omogoča umetna inteligenca in družbena omrežja. Črna kronika je bila
verjetno zaželeno v določenih medijih, ampak na televiziji se skoraj da ne spomnim, da bi pokrivali dogodke iz tako imenovane črne kronike. Tako da, kar se tega tiče, je bilo novinarsko delo izziv, se mi zdi, lahko si vzel tudi čas za kakšno daljšo zadevo, tam in tam seveda ob tem, da si pač proizvajal za ta redni informativni program. Malce sem se verjetno naveličal, nekako vsaj polovico ali pa celo večji del časa sem prebil kot zasavski dopisnik, ker so se pač neka dogajanja ponavljala. Zasitiš se malce tem samega sebe, ob tem seveda, da mi javna nastopanja nikoli niso zelo ležala, ne? In tole govorjenja, takšna govorjenja to niso moj naravni biotop, ne? Jaz sem pač pišoči človek, ne? In govoreči, ne? In ta nastopanja in tu pa je bil seveda trend, ne? Ko so pač prihajala ti sodobni trendi, ta amerikanizacija, ne, se je bilo treba pač slikati, hoditi pred kamero, ne, se smehljati in vsega tega ne znam, ne, in ko se tega nisem učil, niti želje nisem imel tega znati, ne, in tako da v bistvu, plus še nekaj, ne, jaz sem precej individualist, ne, televizijsko delo je pa precej kolektivno, ne, to je še snemalec, to je še montažer, ne, kupica teh ljudi, ne, in ki so ustvarjajo tvoj prispevek. In s katerimi je treba občevati, ne? S katerimi treba občevati in pač veliko je časih drugačnih pogledov in morda nisem bil najboljši tudi diplomat pri teh zadevah, da bi znal, ne vem, pač napravljal se kup stvari in zdelo se mi, da je pač čas, da poskusim kaj novega in sem pač šel v nekaj novega. Torej, publicistika je bila potem tvoje naslednje področje. Vse tisto nepopisano, kar je ostalo tukaj, oziroma kar je bilo, česar ni bilo pravzaprav v tem ožjem prostoru zasavskem, ne? V bistvu ob tem spremljanju dnevnega dogajanja sem se večkrat srečal s tem, kako se pač iz preteklosti pač neke sledi peljejo do današnjih dogajanj. Nekako ti dnevni poročevalci, kakršni smo bili, ne, pač, bom rekel, pobiramo gobe, ne, ampak tisto, kar je morda celo bolj zanimivo, se mi zdelo v nekem trenutku pa to obsežno podgobje, ki sega daleč stran, ki sega daleč v časovno preteklost, ne, in ta publicistika mi je dala to možnost. Ne, nekako sem združeval malce novinarstva, malce publicistike in bilo mi je zanimivo pač delati daljše pogovore od tistih kratkih, enominutnih, dvominutnih, ne vem, da si lahko, to so bili pogovori, naprimer, ne vem, dolgi eno avtorsko polo ali pa bilo mi je potem zanimivo raziskovati neka pretekla dogajanja, ki so se pač, ne vem, v mojem času smo zapirali rudnike, ne, in bilo je zanimivo videti pač vse ta ciklična gibanja od kriz do strašanskih uspehov, ne, in ta preteklost me je nekako privlačila in publicistika mi je dala možnost, da sem pač v navezi sedanjost raziskoval tudi te korenine, ne, kje stvari odkje poganjajo, ne, in to mi je bilo precej ljubo in verjetno bi vztrajal dlje kot nekih 5, 6, 7 let, ne vem koliko časa sem bil takrat samostojni novinar, ampak kolikor je bilo zanimivo, je bilo tudi nedonosno, ne, in ob odraščajočih otrocih pa seveda potrebuješ nek reden vir sredstev, ne, in kot odgovoren oče sem se pač odločil, da sprejmem ponudbo in sem šel v službo. No, tisto obdobje je bilo zanimivo zaradi revije, ki je v tistem obdobju izhajala, tudi precej, bi rekla, in zanimiva za branje in pravzaprav širok krog avtorjev si uspel pridobiti, ki smo sodelovali pri tem projektu. Ja, v bistvu, ko me je Tomo Garandini, takratni direktor regionalnega centra za razvoj, povabil k sodelovanju, ne, ni bilo čisto povsem jasno, kaj se naj bi počel, ne, in ko smo potem skupaj našli, ne, bile so to neke projektne zadolžitve, ne, tudi, mislim, da sem imel uradni naziv projektni vodja, ne, sodelovali smo v več mednarodnih projektih, nekje tam je bila moja funkcija bolj kot ne na področju komunikacijskega vodenja teh projektov, ne, vse te projekte bilo treba pač
oglaševati, objavljati rezultate. Ob tem je bilo pa tudi še nekaj prostora, ne, in ta prostor smo zapolnjevali z nekimi publicističnimi besedili, ne, nastajali so neki vodniki po Zasavju, monografije o Zasavju, pa tudi izdajali smo pač revijo Razvoj, ne, in skušal sem pripeljati v tisto staro novinarstvo, z veliko različnimi avtorji, z veliko različnimi temami. Gojili smo pač, ne vem, neko pozitivno novinarstvo, bom rekel, ne to usmerjeno v iskanje nekih škandalov, zarod in vsega. Podpiranje tekoči ideologiji in tako, ne, daleč od tega. Bilo je bolj iskanje teh ljudi, ki imajo ideje, ki so kreativni, ki so uspešni, skupin, društev, inovativnih podjetij. Jaz mislim, da je bil tak Sveto časopis, ne? Seveda pa pač taka zgodba se hitro izteče. Iz takšnih ali drugačnih razlogov. Potem pisateljevanje. Zavestna odločitev zagotovo ali kako? Ja, jaz sem pač bil vedno bralec, ne? Včasih je bilo več časa za to, včasih manj, ampak potem nekako se enkrat odločiš, da bi se pač poskusil na drugi strani tega bralnega razmerja, ne? In tako da brez kakršnih koli znanj in pretenzij sem napisal svoj prvi roman, ki ne berem nikoli več teh svojih knjig za nazaj, ne vem, kakšen je bil, verjetno nič posebnega, ne? Verjetno neko iskanje, učenje, ampak potem mislim, da sem tudi na tem področju napredoval, ne? In počasi postajal opaznejši avtor, sodeloval z dobro založbo Modrijan, ki je sicer že kasneje, ki je potem ugasnila. No. Zdi se mi, da novinarstvo je bilo včasih, tako kot sem dejal, ne, je temeljilo na nekem preverjanju nekih dejstev, ne. Leposlovje pa ti je omogočalo, da si izmišljuješ stvari, da kreiraš svetove, ne. To, kar sicer danes tudi novinarstvo velikokrat počne. Žal. Ja. Tako da v bistvu stopil sem v neko novo polje, ne, kjer je več svobode, kjer si bolj odvisen zgolj od svojih zmožnosti, ustvarjanja likov, prizorišč, dogajanj in kako se kar dobro počutim, ali pa sem se kar dobro počutil. Zdaj pač ne vem, kakšna je prihodnost na tem področju, moja prihodnost, ne, pač finančno mi je vseeno, ne, ker pač sem upokojenec in me ta denarna vprašanja ne zanimajo ravno zelo veliko, ne. Bolj gre seveda za to, da se pač ti možganski procesori starajo, ne, in je tako težko vzdrževati neka bolj kompleksna razmerja, pa prihaja do napak in tako naprej, ne. Vendarle me zanima, če sva nekoliko praktična, kako si pravzaprav uspel tisti prvi korak narediti? Poklicati prvič založbo, kako se je ta tvoj proces pisateljevanja začel? Ja, kot ne, jaz sem bil pač zelen in naiven, ne, in pač nisem vedel, da obstaja 100 založb, mislil sem, pač, ne, da so 3 založbe, ne, in poslal sem besedilo na tisto največjo založbo, ne, in potem sem osupel zvedel, da ne bojo objavljene. In potem sem to v nekakšni samo založbi izdal, ne, in niti nisem vedel, kdo knjige kupuje. Vprašal sem nekaj pač teh znancev, prijateljev, ki si jih pač tudi kot novinar imel kar precej, ne, oziroma pač ja, kot nekdanji novinar, ne. Potem so nekateri kar kupili za neka kao darila in tisto se pač razprodalo na 1, 2, 3, ne vem, če kdo sploh bral te zadeve, ne. Tako, mislim, da je bilo finančni uspeh, ne, v narekovajih knjiga, ampak ni pa imela bralcev, ni imela nekega odziva, ne, nekakšna skromna recenzija kot verjetno. Tako da, potem sem pa seveda rekel, da se pač, če bi se že kopal v tem morju, ne, pač treba o njem kaj vedeti, ne, in tako da sem potem malo pogledal, ne, in se ugotovil, da so programske založbe, pa da so takšne založbe, ki pač niso čisto zaresne založbe, ampak so bolj tiskarne, ne, in tako, da so pač
uredniki, da so pač knjižnice, ki to kupujejo, če jim pač predstaviš zadevo. In tako ja, počasno sem se naučil, ampak tudi glede na to, da je pač moj drugi roman, Galerija na izviru Sončne ulice, potem išla pri založbi Modrijan, da je pač takratna urednica Bronka bila na dno navdušena in knjiga je bila tudi nominirana tudi za Kresnika in potem se pač stvari nekoliko lažje dogajajo. No. Ko nisi več povsem brez imena, ne, kajti vseeno je poslovna produkcija relativno velika, ne, veliko ljudi piše, ponuja svoje besedila in uredniki so precej naveličani vseh teh branj in navadno seveda preberejo prvo, drugo stran in odložijo in je konec zgodbe. No, ampak potem naslednji korak, ko urednik pač pogleda tiste prve 2-3 strani, so pa literarni kritiki, ne? Tisti pa umeščajo potem človeka. Ja, kako se nosiš, kako prenašaš? Oni imajo pravzaprav neke predalčke in človeka umestijo nekam. Jaz moram reči, da sem kar srečo, ne, da v bistvu te moje prve knjige, rečemo ta roman, ki sem ga omenil, Galerija na izviru Sončne ulice, pač prvenec Sneguljčice in 4 palčki, se pravi, je šel, mislim, 4 Sneguljčice, palček je šel nekako mimo, ne, tudi, kot sem dejal, sploh ga nisem nikomor praktično ponudil, ni bil v knjižnicah, ne. Potem pa ta Galerija na izviru Sončne ulice in pa prva zbirka kratkih zgodb Šumijo besede domače, mislim, da sta išla z enoletnim zamikom pri Modrijanu, ne. Sta imela pa veliko kritik praktično v vseh medijih, takrat so pač dnevni mediji še imeli te rubrike za kritiške ocene, izhajali so Pogledi, neka specializirana revija za umetnost, pa na radio Ars so pač te zadeve spremljali in bilo je veliko odzivov in bolj ali manj so bili ti odzivi, ne vem, morda z izjemo 1 ali 2 kritik dobri, tako da ne vem, ampak potem kasneje, ne, ko pač gledaš, ne, so kritike, ki so dobre in si zaslužijo to besedo, ne, so res prave recenzije, kažejo veliko poznavanje, ki ga ima kritik literature na splošno, strukturno pogledajo na delo, ocenijo njegov jezik, idejo, izvedbo, dramaturgijo, pač vse te elemente, ki delajo knjižno delo posebno ali nič posebno, ne. Pa seveda so take kritike na prvo žogo, ki povzamejo zgodbo, pa še kakšna floskula zraven, ne, tako da zdaj pa pač kritike tudi izginejo, ker tega pač verjetno nihče ne bere, nihče ne plača, ne, in pač prepišejo kvečjemu iz zadnje strani pač 2-3 stavke, ne, in to je popremje pač s temi nekimi tehničnimi zadevami. Kdo je avtor, kdo je založba, kakšen je naslov in tako da, tako kot knjige izgubljajo bralcev, seveda kritika še toliko bolj pospešeno, ne. Zanimive naslove imaš, seveda tudi na fakulteti smo se s tem ukvarjali, s teorijo naslovov, ampak tvoji so pač vedno aludirajo na nekaj, ne. Ne bom naštevala 100 let slepote, recimo en tak lep primer, ne, ki so ga enačili, ne. Namerno izbiraš, verjetno, ne. Je to bližnica do bralcev, do kritikov, Morda tudi, seveda pač niso zavajajoči naslovi v smislu, da bi naslovi govorili o nečem, česar ni. Tako kot pač rečemo pri nekem rumenem novinarstvu pogosto srečujemo naslove, ne, ki lažejo, ne, zato da pač zbudijo pozornost. Ne. Moje naslove pač ne podslikava nečesa. Po cipresah diši, ne, to so zgodbe, ki govorijo o smrti, naprimer, ne, ampak niso povedane na najbolj banalen, vsakdanji ali pa najbolj realističen način, ampak pač iščejo neko metaforo, iščejo neko oblečejo vse te besede v takem bolj privlačna krilca. Verjetno to kar vzame kaj, ne? Kje se pravzaprav, to sem nameravala vprašati, kje se tvoj ustvarjalni proces začne in kdaj najbolj trpiš? Če trpiš? Ja, seveda, to je delo, ne? Čeprav se ne zdi marsikomu delo, ne? Pač malo sediš pa pišeš. Zelo trdo, ne, to je tlaka pravzaprav, če se tega resno lotiš, ne. Tako je, no, v bistvu najprej je
nek izziv, nek dražljaj, ko pač privede do fabuliranja. Jaz pač razmišljam, jaz sem slab analitik, ne bi znal pisati nekih znanstvenih člankov, ali pa bi jih pisal verjetno slabše, kot pa meni zgodbe več povejo, ko neka svoja razmišljanja zapletamo v zgodbe, in na te izzive pač odgovarjam na takšen sfabuliranjem. In tako, tudi ta zgradba ni, kot se zidajo hiše, pač od temelja pa do strehe. To si enkrat lepo ilustriral v nekem tekstu. Meni se kar tako dogaja, eno okno se tam pojavlja in potem včasih delaš ta kolaž, dokler pač stvari niso dovolj trdne, da pač ta zgodbena struktura, da pač zdrži, liki dovolj razviti. In tudi potem med samim pisanjem velikokrat se dogajajo spremembe, liki reagirajo po svoje, pač so malce razcepljeni znotraj. Tako da v bistvu se pač oblikuje, je pa seveda tlaka potem, ko to pač spravljaš v neko končno pravo jezikovno obliko, ker pa seveda velikokrat nisi zadovoljen, pač nekatere stvari so predolge, pade koncentracija. Včasih je treba povedati, pade bralčeva koncentracija predvidoma, velikokrat je treba pač povedati neke obrobne informacije, pa ne zgubiti rdeče niti tega usmerjenega pogleda. Tako da v bistvu se pač srečuješ kot pri vsakem urejanju nečesa. Zdaj pač vrtnarji pobiramo pridelke na njivah, pa na vrtovih. In seveda tudi treba pač tudi katere rastline pač pašejo druga k drugi, kaj je bilo lani na tej gredi, katerih snovi manjka. In pač tukaj je isto, pač, da je pridelek dober, je treba nekako prava razmerja poiskati med vsemi temi zadevami in predvsem pa ne izgubiti bralca, ker danes itak ta pozornost bralcev je težko dobiti, še težje pa verjetno obdržati, ker so pač vsi navajeni na te drseče zaslončke in pozornost zelo hitro pade. No, ampak vendarle to neko okostje, ko dobiš nek izziv, neko idejo, neko okostje, si pa verjetno narediš in nek treatment teh glavnih likov bržčas tudi, ker sicer pisanja ni. Ja, pri zelo kompleksnih delih, naprimer 100 let slepote, ki imajo najdaljše delo in tudi ki je zahtevno zaradi tega, ker pač je nekaj 10 likov in 100-letno obdobje, ker ti liki rastejo, se rojevajo, umirajo, pač spreminjajo svoje fizionomijo, duhovno in telesno. Samo medklic za tiste, ki ne vedo, itak vsi vedo, ampak vendarle, to je roman, za katerega si dobil Kresnika pred 3 leti. Zelo dolgo, mislim, res obsežno delo, ki zahteva neko koncentracijo, tudi bralca. Predvsem pa avtorja. Predvsem avtorja, seveda, ker ne smeš delati teh napak, ki se nam včasih zagovorijo, da nekomu daš napačno ime ali pa da ga pač ne. Vedno moraš vedeti, kaj dela, koliko je star, na katero nogo šepa, kup teh detajlov. In tukaj si, med pisanjem si tu seveda lahko pomagaš z nekimi opombami, ki potem izginejo. Jaz sem si pač v naslovju pomagal v delovni verziji, je bilo v naslovih vedno tudi letnica, rečemo, kdaj se to dogaja, avgust 1932. V bistvu, tako da imaš zmeri možnost preveriti, koliko je kdo star, pa tako naprej. V bistvu, ker drugače te zgodba zapelje in zelo hitro narediš napako. Tako da to je tudi malo takšnega urejevalnega dela ali pa veliko. Zdaj tvoje zadnje delo je pa Trafikant, ki je šel letos. To je pa ena posebnejša stvar, bi rekli. Kaj te je pravzaprav vodilo? Vse to, kar se dogaja zdaj v tem, je to neka preslikava sodobnosti, vsega tistega mrcvarjenja avtorskih pravic, ne dialoga med tistimi, ki ustvarjajo in tistimi, ki to delo potem konzumirajo.
in vse tisto, kar se dogaja vmes. Ja, v bistvu je bilo kar nekaj teh vzgibov, ko so me vodili k trafikantu. Želel sem se enkrat pač napisati neko delo v manj klasične oblike, ne povsem zgodbeno, zato so pač nekako 4 deli, 2 predgovora, 1 študija, pa samo delo, sam roman. Tako je oblikovno sem hotel biti malo Izviren. Mal drugačen od prejšnjega, tudi manj se dolgočasim potem pri pisanju. Kar se pa vsebine tiče, je prišlo pa zato, da je v bistvu neka reakcija na ta današnji čas, ko mi ni zelo všeč, ko čas teh močnih vodij, čas, ko je dopuščeno tepsti šibkejše od sebe, čas, ko je lažnih novic skoraj toliko kot pravih novic. In to sem skušal skozi neko zgodbo, ki je v romanu napisana kot metafora in potem pri razkrinkavanju te metafore nazaj v zgodbo prihaja do kupa premen. In to se mi zdi, da se nam ves čas dogaja v življenju. In v družbenem, ko pač spreminjajo to realnost z različnimi izjavami, in pa tudi v našem, ko pač nam spomin ne dopušča, da bi pač do sleherne podrobnosti, ki se nam je zgodila, prišli v njeni neokrnjeni obliki. Olepšujemo, gršamo neke zadeve. In isto se dogaja v naši intimni in naši družbeni stvarnosti. To rečemo, kar je nekje res dejansko tudi literarni proces ali pa vsakšen proces zapisovanja, ko pač neka selekcija informacije, neke metafore, nek vzgibi, in kako se to res transformira iz neke dejanskosti v zapis, in potem iz nekega zapisa pač poskus dešifriranja oziroma iskanja te dejanskosti, ki je ta zapis povzročila. To je bila nekje ta osnovna naloga, ki sem si jo zadal pri trafikantu. Kaj je pravzaprav ta tvoj derviš? Islamski skrajnež, potujoči asket ali čisto kaj tretjega? Ja, to je pač nek migrant, ki je prišel v to okolje, se v tem okolju uveljavil kot dober slaščičar, in potem pač zaradi nekih politik usmerjenih proti njem se malček aktiviral, in potem ga doleti nek konec, ki je lahko nesreča, ki je lahko umor, karkoli, tega pač ne poveš. Tega ne pove knjiga. Ampak seveda to je pač v želji pač, da pač pokažem kako pač te mehanizme konstruiranja delujejo. Pač vsak verjetno ima neko svoje prepričanje, kaj se je zgodilo. In tudi ta avtorica te spremne besede, te študije, ki govorijo o nastanku romana, seveda najdeva kopico nekih informacij, ki pa morda več zastirajo, kot odkrivajo. Zdi se mi, da se nam to vedno dogaja, ko skušamo pač priti do srže, kaj je za nečim. Nekje ta hlastanje za zarotami, hlastanje za univerzalnimi resnicami, ampak vsa ta početja so v veliki meri jalova. Tisto, kar nam ostane, je verjetno neka presoja, ki temelji na znanju, vedenju, na sposobnosti razmišljanja, ki jo pa tudi se mi zdi, da izgubljamo. Če pa že to ne, pa rečemo, to pač ni pomembno, s tem se več nima smisla ukvarjati. Ali to je, ali pa da pač pristanemo na neke te manipulacije, ker v teh časih digitalnih informacij pa pač ko mediji izgubljajo svojo tradicionalno vlogo in se pač uveljavlja neka družbeno mreže kot tisti nosilni, glavni informator, glavni medij, pač ta prostor za manipulacijo povsem odprt. V bistvu niti nismo izpostavljeni drugačnim informacijam kot tistim, ki pač podpihuje naše prepričanje. In influencerji so tisti, ki pravzaprav krojijo javno mnenje, brez znanja, brez poznavanja, brez pravzaprav nekih etičnih norm. Mislim, da je rečemo najbolj poučna, vse zame osebno je bila ta lekcija z Brexitom, ko so pač iskali tiste 1, 2 milijona glasovalcev, ko bodo pač takrat
odločili za to, da Velika Britanija stopi iz Evropske unije in so jih pač našli. Ne? In to je danes pač v tem času, ne, ko smo preslikani, ne, ko družbenim omrežjem poklanjamo nenehno informacijo o sami sebe, ne, pač omogočajo, da se pač ljudstvo razdeli v neke predalčke, ne, in da se pač točno vidi, koga in potrebuješ, koga lahko prepričaš v neko zadevo. Časi so neprijazni, ker jaz jih tako vidim. Kajti človeštvo ima neko silno sposobnost, da vse to, kar ne bi lajšalo njegovo življenje, ne, pač slej ko prej uporabi kot orožje. Ne. Od dinamita naprej se mi zdi, da je tako. Ne. Tako. Kako se znajdeš v teh digitalnih časih lažnih podob, oddaljenih predstav? Ja, tako, v bistvu jaz... Ti ne nastopaš? Ne, nisem na nobenem družbenem omrežju, ga niti ne nadziram, ne kontroliram, nikoli nisem imel ne Facebooka, ki bo pač nekje tam, ne prvi, nikoli nisem imel kakšnega drugega družbenega omrežja. Prebiram medije, ki se mi zdijo kolikor toliko verodostojni. Predvsem pa skušam pač tudi sam pri sebi pač členiti neke zadeve, pa razmišljati o njih. Ne. To pa poklic pomaga, k temu pomaga? Verjetno. Zelo pomaga. Verjetno, ja, ali pa bom rekel, ta navajenost pač, da je treba malo dvomiti o zadevah, da je treba pač ločevati verodostojne vire od neverodostojnih in ko skušaš pač konstruirati neko resničnost, ki bo čim bližje resničnosti. No, ampak vendarle te moram vprašati, kako vidiš tale trenutek v našem prostoru? Politično, tudi sicer? Ne, jaz v bistvu to, kar se pravim, kar mene najbolj zanima, je pač seveda nek spoštljiv govor. Ne, rečemo to, kar je pri meni, rečemo neka oseba pade ali pa se mi priljubi, je ponovadi njen odnos do drugih ljudi, njen odnos do solidarnosti. Ne, jaz sem pač strne in moje vrednote so nekje spoštljivost, solidarnost, pač te zadeve, ko žal izginja. Morda mi je zato ta čas ni tako simpatična. Vrniva se k tvojemu ustvarjanju. Pravljice so pomemben del tvojega ustvarjanja, bile in verjetno tudi bodo. Pravljice so v načelu zelo krute. Kaj pravzaprav po tvoje, kaj botruje tej krutosti? Ta avtorjeva želja, da otroka jemlje kot sebi enakega, ali ga hoče pripraviti čim bolj na ta svet? In kako ti to rešuješ? Ja, seveda pravljice so krute, ne? Predvsem to velja za te tradicionalne pravljice, ne? Te stare, ne? Tam se pač dogajajo hude stvari, ne? Starši zlorabljajo in uničujejo svoje lastne otroke in tako naprej. Ne? Ampak mislim, da so pravljice vedno tudi malček odsev, ne? Te družbene stvarnosti. Ne? Pač pomen otrok seveda je bil včasih 100, 200, 300 let nazaj seveda povsem drugačen kot danes. Ne? Otrok je postal nekaj vreden, ne? Šele s tem, ko je postal dela zmožen. Ne? Prej bil pač parazit, zajedalec. Ne? In zdaj pa dragocen, kar je, ne? Seveda, ja, včasih je bilo otrok ogromno, ne? Pač v vsaki družini je bilo 5 do 10 do 15, ne? In niso šteli toliko, kot štejejo danes, ko so načrtovani, običajno, ne? Tako da ja, v bistvu se mi zdi, da na eni strani je to pač malce odziv na okolje, po drugi strani pa tudi seveda otroci so včasih kruti, ne? V bistvu rodimo se verjetno z nekim animaličnim odnosom, smo tekmovalni, smo sebični in nekje skozi odraščanje seveda se socializiramo, ne, sprejemamo neko
neka etična merila, ne, da je pač dobro deliti. Vse te zadeve mislim, da nam niso prirojene, ne, da jih pač da jih moramo privzgojiti. In zdaj, meni, ko se to privzgaja, manj tega je. Ne, in, tako da se mi zdi, da pač te sodobne pravljice niso več toliko krute. To niso tako krute. Ja, tvoje so mehke, bi rekli, ne? Ja, ne, rečemo tukaj, kaj sem rečemo, pri precej drugačnem Zmaju, ne, se je me urednica opomnila, ne, pač, ko starša ne morete sprejeti to njegovo drugačnost, ne, in ga pač sploh hoče, ne, ga želite kaznovati, ne, je bil ta osnovni prizor pri meni celo bolj krut, ne, pa me urednica malo opomnila, ne, da je morda malce mehčan, pa se mi zdi, da morda da res, ko smo tako zelo bombardirani s temi krutostmi okrog nas, ne, da pač včasih ne prepoznavamo. Ne, in vržemo iz sebe. Ne? Ja, potem, če človek razmišlja, ne bi lahko ogromno večino medijskih vsebin bi lahko opremljali s tistimi opozorili, da pač niso primerne za otroke. Vprašanje, kaj je sploh primerno za otroke. Ne? Tako da sem malce umilil, ne, in pa seveda pravljice so ponovadi, seveda so malce ploščate, bom rekel, ne, niso pravljica skoraj vedno dobro zmaga, ne, je pa res, da seveda tudi pač nagovarjajo neke sodobne probleme, ne, in tudi namreč v te svoje, ne, precej drugačne Zmaje, seveda pač gre za neke arhaične like, ne, kot so mogočni zmaji, ne, s to silno močjo, ne, ampak zelo sodobni problemi, ne, neplodnost. In Zmanjček je bil čisto drugačen, ne? Ja. Tako da pač včasih pač človek skuša združevati te svetove, ne, seveda so pa vnuki tisti, ne, ki te usmerjajo. Ki pač potrebujejo pravljice, ne, in se pač potrudiš zanje. Vendarle te moram vprašati, kje bo zdaj tvoj fokus tvojega ustvarjanja naprej? Kam te nese? Ja, v bistvu zdaj sem želim napisati še en roman, pa ne vem, ga bom napisal, ga ne bom, zaenkrat ga ne pišem, ampak imam en kup teh prizorov, ne, ko pa so še zelo vsak sebi, ne, delč od tega, da bi se da bi bliže neka realna zasnova. Ne. S pravljicami je drugače, ne, pravljice se napišejo precej hitreje, ne, ko imaš idejo, ko poiščeš neko dobro formo, najdeš jezik zanje, ne, je to niso zelo kompleksne, ne. Si jim kos, ne, umsko še vedno, ne, takšnih bolj kompleksnih zadev se pa kar malček bojim. Ne. Čeprav s svojim željem imam še napisati neko knjigo, ampak ne vem, če bo. Verjetno ti bo uspelo. Moram te pa le vprašati, vrtnarjenje si omenil, s čim si potem hladiš dušo, kadar ne pišeš, kadar ne opravljaš te hude tlake? Ja, branje, rečemo, ta druga prijetnejša plat knjig, ne, boljše biti bralec kot pisatelj. Ja, mislim, bolj prijetno, no, ampak izziv je pa seveda večji. Bereš pa verjetno precej drugače, kot si, dokler nisi bil pisatelj. Ne, skušam biti neanalitični bralec, užitkarski bralec, ki uživa v zgodbi, v slogu, v metaforah, v razvoju, v dramaturgiji. Ne. Kako je rešil kak problem avtor, verjetno? Ne? Ja, ne ukvarjam se s tem, da bi se z branjem učil, ne, da bi bilo pač, ali pa da bi moral napisati kritiko, ali pa povedati kritiko, ali pa oceno neke zadeve. Ne. Tudi jaz se v knjigah izražam, ne, super, ne, ta del je krasno izpeljal. Niso to tiste takšne kritike, kakršne imaš to krat, kadar pišejo. Ampak ja, tako, ne, če bom pri močeh, ne, pa če bo energija, volja, bom morda napisal še eno knjigo, pa še nekaj pravljic. Vmes sem te nameravala vprašati, pa te bom zdajle, ker bi si ne odpustila, da ne bi vprašala. Kako bi opisal svoj jezik? Jezik je ključno, osnovno orodje. Ja, jaz se z jezikom zelo trudim. Jaz sem zagovornik, ne vem, mislim, da se pač da vsaka stvar povedati
zelo lepi knjižni slovenščini. Ne? In jaz... Slikoviti in drugačni. Ja, jaz vidim ta trend, ne, da se pač jezik, da pač ta jezik ceste, stvarni jezik, ki ga govorimo, da na velika vrata prihaja v leposlovje, ne, da je tudi lažje pričarati neke situacije s uporabo pogovornega jezika, ne, ne vem, ne vem, nekateri ljudje delujejo bolj avtentično, če preklinjajo, če pač uporabljajo tujke pa tako naprej, ampak jaz se temu izogibam, ne, jaz pač skušam pisati v visokem jeziku, ne, če lahko rečem, in tudi se mi zdi, rečemo, da bi bilo podcenjevanje otrok, če bi zdaj preveč poenostavljal jezik, ne skušam biti tudi za njih pisati bogato. Prispodobe, metafore. Ja, pač ja, uporabljati vsa ta jezikovna sredstva, tudi ne rečemo, mi je bilo všeč, rečemo, ne vem, preko si omenjala Kresnik, ne, ker je takrat žirija tudi velik poudarek ali pa posebno omembo, ne, namenila tudi temu, ne, da pač da pohvala jezik. No, temu res namenjam zelo veliko pozornosti in vsa kasnejša branja so vsaj toliko kot v strukturo pa v dramaturgijo usmerjena tudi v jezik. Ne. Velikokrat iščem boljše rešitve, ne. Nisem zadovoljen z neko, včasih z besedo, včasih s povedjo in potem znam to kar mrcvariti. To je pozoren bralec oziroma gledalec, ki te je videl že v tvojih novinarskih prispevkih. Običajno je bil zaključek vedno nek pouk, nek nauk, izvirno rešen. Pridigar. Niti ne. Bil pa je ena kritična ost temu. Nisi mi odgovoril na vprašanje, kaj počneš, kadar ne ustvarjaš, kadar ne... Berem, no, to je najbolj... Branje je ena stvar. Še kaj? Potem pa pač, glede na to, da imamo kar nekaj dela z zelo mladimi pa zelo starimi člani, ne, in potrebujejo določeno skrb, ne, tudi tam sva z ženo angažirana, pa tako da so dnevi kar polni. Vredno skušamo vsak dan vsaj 1 uro pač nameniti sprehodu zjutraj, ne, potem je, ne vem, pa malo sem gospodinja, malo sem bralec, malo sem ded, malo sem sin, pa pač ja, mož, pač vse te funkcije poskušam združiti, ne, pod eno streho, v enem telesu, ne. Imaš v domačem krogu prvega bralca svojih del? Ja, doma bere... Ali bralko? Doma bere, ampak so tako... so premalo kritični bralci, kako bi rekel, ne. Čustveno so pač nekoliko obremenjeni, morda. Roman, k koncu greva. Želiš še kaj povedati, dodati? Ne želim. Ne želiš. Upam, da nisi preveč trpel. Roman Rozina, vse, kar boš počel, vsakršno literarno ustvarjanje, vsakršno pisanje, naj ti odreže, kot ti je do zdaj. Jaz se ti lepo zahvalim za tale pogovor, za klepet. Cenjeno občinstvo, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.